Danes se bomo podali skoraj da na skrajni zahod naše Slovenije, in sicer kot omenjeno na Kanin. Se bomo pa največ o Kaninu pogovarjali, predvsem v Kaninu. Tako da najbolje, da kar začnemo. Kaninsko pogorje, kot ga poznamo, je seveda prelepo Bovško kotlino spodaj, in ponavadi je to značilen pogled na Kanin, predvsem do spodaj. Mnogi so ga seveda razpoznavali predvsem zaradi smučišča, so ga večkrat obiskali. Jamarji pa seveda tam iščemo predvsem jame in brezna, zaenkrat si upam trditi še neznanih globin. Torej, to Kaninsko pogorje zajema približno 135 kvadratnih kilometrov. Sestavljajo ga tako imenovani Kaninski podi, dolina Krnice, ki potem loči te Kaninske pode od Rombonskih podov in Rombona. Gre za visokogorsko kraško planoto, ki se zelo visoko dviga nad samo dolino. Se pravi, Bovec oziroma njegova okolica se razprostira približno na nadmorski višini 400 metrov, medtem ko najvišji vrhovi Kanina presegajo 2500 metrov nadmorske višine. Zakaj je ta razlika pomembna? Z vidika razvoja jam zelo, kajti glede na to, da je Kanin skoraj v celoti sestavljen seveda iz karbonatnih kamnin, to predstavlja potencial za zelo globoke jamske sisteme oziroma brezna, ki v teoriji lahko dosežejo tudi globino 2100 metrov. Torej, to je zemljevid tega območja, se pravi Kaninski podi, Krnica in potem Rombonski podi. Seveda to nažalost sedaj nedodelujočo žičnico, ki je tudi precej pripomogla k intenziteti raziskav na tem območju. Tole pa en izmed najpomembnejših izvirov oziroma najpomembnejši izvir, slap Boka, ki več kot 100 metrov pada v globino, in bomo tudi kasneje spoznali, kako močan je pravzaprav lahko. Če se osredotočimo na geologijo tega območja, seveda lahko govorimo kot Kaninu kot delu Južnih Alp in Krnskega pokrova, oziroma je ta del tudi severno krilo Bovške sinklinale. Kanin se seveda neznano kdaj, ampak definitivno s pomočjo alpitske orogeneze zelo hitro dvignil. Tudi danes je ta tektonski dvig še prisoten, približno 1 mm na leto. In Kanin, kot sem že prej omenil, je predvsem skoraj v celoti sestavljen iz karbonatnih kamnin, razen nekaj sedimentov, ki so še prisotni na površju in na vznožju gore. In ta patit je kar 2600 metrov debel. Zaradi vseh naribanj in tektonske aktivnosti so seveda na tem območju številni prelomi, ki jih seveda za razliko od drugih delov Slovenije morda tu zelo očitno lahko opazujemo tudi na površju. Torej, čisto preprosta geološka karta, se pravi z rjavkasto barvo, je prikazan apnenec, ki leži na Dolomitu. Spodaj imamo na pobočju še nekaj pobočnega grušča ter tudi fliša, na površju nekaj ledeniških sedimentov oziroma ostankov pritonitve. Mogoče pa za prikaz najbolj primeren tale profil, ki nam lahko tudi do neke mere pojasnjuje razvoj teh globokih kraških sistemov na tem območju. Se pravi, če Kanin prerežemo iz italijanske na slovensko stran,
Imamo se pravi ta debel paket apnencev, se pravi gre za dachsteinske apnence, ki nalegajo na glavnem dolomitu. In ta glavni dolomit se praviloma v večjih globinah, oziroma kot zasledujemo v breznih, pravzaprav funkcionira tudi kot neka vodna bariera in praviloma se na tem stiku oblikujejo neki večji vodni rovi, ki potem vodijo, oziroma zbirajo vode, ki se potem stekajo v te večje izvire, predvsem v Bovški kotlini. Tele skladi apnenca so zelo očitni na površju in povprečni naklon je približno 23 stopinj proti jugu oziroma proti Bovški kotlini, tako da je tudi v bistvu položaj teh plasti do neke mere ugoden, da se te jame razvijajo v smeri Bovca. Kot omenjeno pa lahko na površju, to je en lidarski posnetek površja, vidimo številne prelome, ki sekajo to površje v različne smeri in seveda ob teh glavnih prelomih so še številni manjši prelomi in razpoke, ki so seveda zelo ugodni za nastanek jam. Mogoče tisti večji prelomi, njih na površju, bom se tako izrazil, najbolj ne maramo, ker v bistvu zelo pretrejo kamnino v globini, pa kadar naletimo na večji prelom, pa je skoraj zagotovo, da bomo naleteli na večje rove. In te prelomi praviloma usmerjajo tudi večje rove v globinah kamnina. V jamah, oziroma tudi na površju, so v bistvu seveda stalne spremljevalke te megalodonitne školjke, ki so praktično vse posod tako na površju kot pod zemljo. Zdaj pa nekaj besed o sami hidrologiji. Seveda Kanin je na zelo specifičnem mestu, se pravi na skrajnem vzhodnem delu Alp, in je tudi v bistvu najbolj namočen del Alp. Na tem območju pade več kot 3000 mm padavin letno, tako kot v obliki dežja, seveda pozimi, oziroma zime, ki se krajšajo, tudi v obliki obilnih snežnih padavin. In tu se srečujejo mase, predvsem pač iz smeri juga, kadar gre za ciklone, ki se pravi segreto zračno maso, ki je polna vlage, dvignejo na Kanin in na tem mestu s pomočjo orografskih padavin dobimo ogromne količine dežja. Kot omenjeno, je pa v samem podzemlju nakazano in tudi z vidika izvirov, da večina teh padavin oziroma vode, ki obstane ali pristane na Kaninu, odteka proti jugu, proti večjim izvirom. Imamo pač 10 večjih izvirov, Boka, Gljun, Možnica in tako dalje. In v nekem minimalnem obsegu, kadar je res prisotna suša oziroma pomanjkanje padavin, vsi ti izviri, ki so razporejeni okoli Kanina, dobavljajo tam do 8 kubičnih metrov vode. Kadar pa je te vode res veliko in praktično te izviri tudi lahko zelo silovito narastejo, lahko v vseh izvirih iz samega Kanina dobimo praktično do 500 kubičnih metrov vode, kar je v bistvu ogromno. V samem podzemlju se na večjih jamskih sistemih kaže tudi to, da posamezni rovi prevajajo vodo v različnih vodostajih. Mogoče najbolj značilna je ta podzemna bifurkacija pri sistemu Boke in Male Boke. Se pravi, Mala Boka je jamski sistem oziroma izvir, ki je skoraj v neposredni bližini Boke.
V preteklosti pa so že upravili tudi sledenje teh podzemnim vodam, torej nekaj sledenj je bilo izvedeno. Zdaj po zimi seveda se tudi jamarske aktivnosti mogoče presenetljivo na Kaninu celo okrepijo, kajti jamarji imajo zelo radi snežno podlago iz enega razloga, in sicer v primeru snežnih padavin oziroma debele snežne odeje v podzemlju ne zateka voda, ki bi nas ogrožala pri raziskovanju, in takrat so, bi rekel, te vodne razmere v podzemlju stabilne. Seveda poletje pa mnogo lepše, ker je predvsem topleje. Tule je nekaj sledenj, ki je bilo upravljenih v preteklosti in nakazujejo na neke vodne povezave, čeprav rekel, jamski sistemi, ki so prisotni na Kaninu oziroma v Kaninu, so zelo razvejani in nam te vodne povezave nakazujejo samo neke glavne smeri v podzemlju. Leta 2023 oziroma 2022 smo izvedli tudi eno sledenje v Skalarjevem breznu in v Ranejevem breznu. Če se spomnite, je bilo tisto poletje izjemno sušno, tako da z vidika sledenja je bilo to zelo neugodno. Ne glede na to smo na globini 1200 metrov zlili v Skalarjevo brezno sledilo rodamin in v Ranejevem breznu ravno tako sledilo fluorescin, se pravi dva različna sledila, ki smo jih potem v bistvu pričakovali na izvirih v dolini. In edini pokazatelj, se pravi ob izjemno nizkem vodostaju, je bila zgolj povezava v smeri Boke. Se pravi, da je ta povezava najbolj očitna, zagotovo pa obstajajo tudi druge povezave vodne ob višjih vodostajih. To je en primer sledenja voda v Skalarjevem breznu. Večkrat poudarim na to, da je zelo sofisticirano napravo za mešanje sledila. To je na 1200 metrov globine, kjer je eno sifonsko jezero, ki smo ga poimenovali Free Willy, ki je globoko več kot 40 metrov in je pač neko največje vodno telo v Skalarjevem breznu. No in se pravi, takrat v tistem obdobju izjemne suše je trajalo več kot 10 dni, da je sledilo sploh prišlo do Boke. Če bi imeli zelo povišane vodostaje, bi zagotovo ta sledila bila prisotna na teh izvirih vsaj v enem dnevu ali pa morda več. Tako da Boka se je tako lepo obarvala in z avtomatskimi vzorčevalniki so potem kolegi iz Inštituta za raziskovanje Krasa potrdili pač tudi koncentracija sledila v sami vodi. Tole pa še en primer Boke. V izjemno visokih vodostajih praktično se aktivirajo vsi izviri v okolici Boke, tudi ki drugače niso aktivni. Skratka, Kaninsko podzemlje ima v sebi ogromne količine vode. Zdaj se bomo pa posprehodili še malo po površju, in sicer glace v kraškem površju. Zakaj glace v kraškem? Tule so v času pleistocenske poledenitve seveda bili prisotni ledeniki, verjetno tudi še v kasnejšem obdobju, ko se je poledenitev počasi umikala iz dolin, so na najvišjih nadmorskih višinah seveda posamezni ledeniki še vztrajali. In zakaj je morda pomembna poledenitev z vidika razvoja jam? Ko je bila poledenitev prisotna na samem Kaninu,
seveda se pod ledeniki ustvarjajo tudi večji koncentrirani tokovi vode in ko te zatekajo v kras, kot koncentrirani tokovi, lahko oblikujejo večje jamske objekte oziroma večja brezna, ki jih zasledujemo tudi kasneje v podzemlju. Na površju je seveda odleženo ogromno morenskega gradiva, površje je močno obrušeno, imamo številne lašte in konte, pa tudi kraške kotanje, predvsem dole, tudi nekaj vrtač. Kot značilne oblike so seveda kotliči, brezna, tudi posamezne vdornice in pa skednji, ker so tudi ena izmed zanimivosti Kanina, se pravi neki podolgovati hrbti, ki praviloma seveda grejo v smeri sever-jug, se pravi proti Bovški kotlini. Tu pa so tudi številne mikroreliefne kraške oblike. Seveda največ se je s tem ukvarjal profesor Jurij Kunaver, ki je danes z nami. Se pravi, to je obseg pleistocenske poledenitve približno v Sloveniji. Tule zgoraj je Kanin. Kot omenjeno, profesor Kunaver je podrobneje kartiral, se pravi, morfološke oblike na terenu, prehodil praktično celotno Kaninsko pogorje in podal pač koristne informacije vsem raziskovalcem oziroma pač kasnejšim znanstvenikom, ki so se tu s tem območjem ukvarjali. Mogoče kot zanimivost, na italijanski strani, seveda, ker je severna stran in neosončena, praviloma ledeniki vztrajajo v bistvu, oziroma neki ostanki ledenikov vztrajajo še danes in jih bomo lahko verjetno še nekaj let oziroma desetletij občudovali, kaj več si pa ne bi upal trditi. Tule pa še nekaj prizorov iz površja, pa bi morda za krajšo prekinitev, tole pogled, tole visoki Kanin na tele kaninske pode, bom zavrtel en videoposnetek, da si malo ogledamo, kako površje izgleda od zgoraj.
Zdaj smo se sprehodili po površju. Zdaj pa je čas, da se sprehodimo tudi po podzemlju, saj skozi opise, fotografije, zgodbe, ki so jih pač spisale te jame. Kot omenjeno, je Kanin seveda eno izmed najpomembnejših jamarskih območij na svetu celo. Zaradi tega globokega potenciala za razvoj brezen so na tem območju raziskovale že številne slovenske, pa tudi tuje raziskovalne ekipe in trenutno imamo na tem območju 9 brezen, ki so globlje od 1000 metrov. Imamo najglobljo brezno Čehi 2 s 1505 metri globine, najgloblje enotno brezno na svetu, Vrtiglavico, ter izjemen potencial za povezovanje teh jamskih sistemov in brezen tudi v prihodnosti. Tako da dela še zagotovo je kar za nekaj generacij jamarjev in mi si bomo danes pogledali, kaj pravzaprav se skriva v vseh teh vhodih, ki jih raziskujemo na površju Kanina. Mogoče še nekaj o številkah. Zadnja številka, ki je dostopna preko katastra jam, se pravi na slovenski strani je odkritih že več kot 1000 brezen oziroma jam. Seveda pa Kanin zdaj gledamo mogoče samo iz slovenske strani, ampak tudi na italijanski strani je več kot 800 tovrstnih objektov. Imajo tudi nekatere jamske sisteme, ki so dolgi preko 80 kilometrov, na primer Col de Erbe, in tam so morda jame malce drugačne, ne tako globoke, ampak jih je nedvomno na celotnem Kaninu več kot 2000. Večji del teh odkritij se je zgodil praktično na teh najvišjih nadmorskih višinah oziroma na podih, se pravi na kaninskih in naromorskih podih nad nekje 1800 metrov višine. Kot omenjeno, glavni krivec za, oziroma agens, v katerem jame nastajajo, je ta Dachsteinski apnenec. Na slovenski strani Kanina je raziskanih že več kot 150 km rovov. Če pogledamo pa samo te vertikalne oziroma globine brezen, jih je pa kar 52 km, če jih vse skupaj sestavimo. Povprečno so seveda odstopajo od slovenskega povprečja, ampak nekatere brezna, ki se raziskujejo, pa so pač izjemnih dimenzij in globin. Tule je mogoče samo en kartografski prikaz, ki nam bo tudi kasneje služil za orientacijo, se pravi lokacije vseh jam na območju Kanina s temi belimi točkami in z rdečimi mogoče tele večji jamski sistemi, ki jih bomo kasneje tudi omenili. Tule je še nekaj prizorov. To je na primer iz vhoda v Skadarjevo brezno, ki je zelo pomembno za razvoj jamarstva na tem območju. Seveda pa jamarji po jamah napredujemo predvsem s pomočjo tehnike oziroma vrvi. Nekaj o tem v nadaljevanju. Izjemno pa pomembno pa je tudi, da si v podzemlju lahko zagotovimo normalno delovanje tudi s pomočjo šotorov oziroma bivakov, improviziranih bivakov, ki nam omogočajo večdnevno raziskovanje brezen v globini. Tukaj še en primer, 3D model teh objektov na Kaninu. Zaenkrat izgledajo še tako, mogoče bojo čez 10 let že malce bolj povezani, ampak v osnovi so verjetno te objekti povezani, samo priti je potrebno do teh povezav številnimi raziskavami. Morda še nekaj o zgodovini jamarskih raziskav.
sicer me takrat še ni bilo na svetu, tako da me lahko kdo tudi dopolne. Se pravi, prve jame so se na tem območju začele raziskovati v zgodnjih 50-ih oziroma v začetku 60-ih. Potem pa je predvsem tudi zaradi vzpostavitve žičnice in smučarskega središča v 70-ih letih, pa tudi kasneje postavitve koče Petra Skalarja, to število raziskav zelo naraslo, predvsem zaradi lažje dostopnosti kaninskih podov, kjer so verjeli, da pač so največji potenciali za jamske objekte. V 90-ih letih pa so seveda na to območje prišli tudi tuji jamarji. Najprej so se praviloma raziskovala nižje ležeča območja. V 90-ih je delovala znotraj slovenske jamarske skupnosti tudi ena pobuda oziroma koordinacija za Kanin, ki je v bistvu skrbela za zbiranje informacij, za beleženje in za usmerjanje raziskav. V zadnjem času pa seveda poleg vseh tistih številnih manjših jam, ki se raziskujejo, je glavnina predvsem usmerjena na delovanje v večjih jamskih sistemih. Tule za prikaz, upam, da se vsaj približno vidi, sem razvrstil tele jame po obdobjih odkritja, tako da lahko vidimo, da s temi modrimi pikami se pravi predvsem nižje ležeča območja, potem, ko prihajamo na zelene, gremo že v obdobje vzpostavitve žičnice in koče Petra Skalarja. V 90-ih se začne tudi raziskave na romponskih podih, pa v osrednjem delu kaninskih podov. Danes oziroma v zadnjih desetletjih so seveda pač te raziskave razširjene na celotno območje. Predvsem mogoče manjkajo še neke številčnejše ekipe na romponskih podih, kajti tam ni nobenih zavetišč in tudi dostop do romponskih podov je precej dolgotrajen, tako da je treba biti predvsem tudi vztrajen. Tukaj je še nekaj starejših fotografij, na katerih se bo tudi kateri prepoznal. To je še iz raziskav Skalarjevega brezna, še en zanimiv članek iz Kanina leta 1976, kjer piše, da so imeli veliko težav z opremo, ker so jo na skalah neprestano trgali. Tudi danes ni nič kaj drugače. Tu je še nekaj prizorov iz raziskav tega Skalarjevega brezna, kako je to včasih izgledalo. Danes morda že malce bolje, ampak v osnovi se soočamo z enakimi razmerami v podzemlju, kot so jih imeli pač prvi raziskovalci. Morda se je malce spremenila tudi oprema, predvsem razsvetljava, opremljevalna oprema, ki nam omogoča lažje napredovanje, pa tudi meritve so dokaj hitrejše v teh jamah oziroma večjih jamskih sistemih. Predno gremo pa v sama brezna, ki sem jih že prej omenil, bi pa mogoče poudaril za tiste, ki niste morda jamarji, kaj v bistvu nek raziskovalec podzemlja potrebuje, da se sploh začne udejstvovati nekih resnih raziskovanj na takšnih, recimo, težavnih območjih. Prvo kot prvo seveda znanje, to pridobivamo pač na različnih treningih skozi različne jamarske šole in tudi začetniki v bistvu že seveda sodelujejo pri teh raziskavah manjših jam, pa tudi odpravljajo se na neke večje globine lahko in počasi njihovo znanje raste. Številčnost opreme oziroma količina opreme je seveda premo sorazmerna temu, kako jo na hrib spravimo. Kadar je bila kaninska žičnica še aktualna, smo lahko tudi malce pretiravali, ampak v osnovi, ko je pa potrebno spraviti v nahrbtnik, se pa ta oprema zelo optimizira. Ponavadi se govori
o precejšnji količini opreme, tako vrvi, vrtalnikov, opomb in tako naprej. Poleg seveda tudi lastne jamarske opreme, osebne jamarske opreme in hrane in pijače, ki jo pač potrebujemo za preživetje v podzemlju. Seveda je pa več kot pomembno to, da pač imamo nek enoten raziskovalni oziroma jamarski duh, ki ga pijemo že na drugih lokacijah, ko se pripravljamo na raziskave, in to pride do izraza predvsem pač v večjih jamskih sistemih. Kot omenjeno, pozimi je lahko ogromno snega, tudi čudoviti razgledi, ko je praktično lahko tudi cela Slovenija v megli, Kanin dostikrat kuka iz te megle ven. In potrebno je predvsem znanje gibanja v teh zimskih razmerah, poznavanje poti, kajti če je površje povsem preluknjeno, je treba paziti, kot hodiš, da ravno ne padeš v prvo brezno. Tako da so lahko tudi pozimi izjemno zahtevne razmere. Poleg tega se dostikrat tudi pozimi zgodi, da pride zelo gosta megla in praktično ne vidiš ničesar, niti 5 metrov pred sabo in se zlahka na takšnem območju izgubiš. Transport je lahko tudi helikopterski, občasno, predvsem za opremo, kot rečeno pa izkušnja izpred parih tednov, kako se 38-kilogramski nahrbtnik 5 ur nosi gor na hrib in potem si pripravljen za ujamo. Tako da je to ena izmed najboljših spuščevalnih kur in nabiranja kondicije. Zdaj, jamarji se seveda pač na Kaninu soočamo ob nekih daljših raziskavah, lahko tudi v obliki taborov si postavimo določene bivake, to je na primer nek tabor novomeškega jamarskega kluba v Velikem Dolu, ki v bistvu služi za približno 15 ljudi, z vsem komfortom, ki ga premore in oddaljenostjo od civilizacije. En izmed pomembnih doprinosov je bil seveda tudi postavitev jamarskega bivaka pred približno 10 do 15 leti. Ta je malce višji od novomeškega bivaka in tudi služi vsem jamarjem, predvsem poleti, pa tudi pozimi. Je to eno izmed redkih zatočišč na tem območju. Nek glavni objekt, ki ga trenutno pač ima v najemu tudi Jamarska zveza Slovenije, pa seveda koča Petra Skalarja, ki sprejme od 40 do 50 ljudi in nudi vse udobje, ki ga načeloma na drugih jamarskih odpravah nimamo. Hrana je izjemno pomembna, potrebno je zelo premišljeno izbirati hrano, ki jo bomo vnesli v podzemlje, tako po kalorijah, kot tudi po teži. Dostikrat vzpostavljamo tudi komunikacijo z podzemljem. To naredimo z tako imenovanim Vox telefonom oziroma poljsko žico, ki se potegne dejansko čez vse robe v posameznem breznu in potem lahko komuniciramo, če bi v primeru težav oziroma vremena ali potrebe po opremi, menjavi to potrebovali. Kot omenjeno, se ta brezna opremljajo s pomočjo vrvi in skalnih sidrišč in na ta način skozi podzemlje napredujemo. Včasih je pa seveda naletimo tudi na ožine, ni jih malo, ampak na različne načine se skozi te ožine kasneje tudi prebija in išče nadaljevanja v teh jamskih objektih. Za transport opreme uporabljamo transportne vreče, v samih breznih pa improvizirane bivake, ki lahko zagotovijo tudi čisto normalno temperaturo za spanje, ponavadi je v jamah tam do 2 stopinji, v takšnih bivakih je do približno 15 stopinj, če več ljudi spi na kupu. Ena izmed kategorij jamarstva je seveda tudi potapljanje v takšnih končnih sifonih,
prihajajo tudi potapljači. En primer bomo spoznali v nadaljevanju. Današnja tehnologija pa nam seveda omogoča, da jame dokaj relativno hitro tudi izmerimo, že za sproti med samimi raziskavami s pomočjo laserskih merilnikov. Podatke takoj prenesemo na naš telefon oziroma dlančnik in lahko že za sproti in dokaj hitro vidimo, v katero smer gremo, kam jama napreduje in te podatke uporabimo kasneje za izdelavo načrtov. Zdaj se pa posvetimo tem pomembnejšim jamskim sistemom na Kaninskem pogorju. Obiskali bomo teh 9 brezen oziroma jam in spoznali na kratko njihove zgodbe. Najprej bomo začeli z breznom Čehi 2, ki je med drugim tudi najgloblja slovenska jama. Čehi 2 ima vhod Pule in poteka v tele smeri s tole črno oznako. Odhod se odpira na nadmorski višini približno 2030 metrov nadmorske višine. Kot vidite, je jama precej vodoravna, predvsem v spodnjih delih, kajti ima več kot 5,5 km rovov. Sam vhod so pa odkrili Poljaki že leta 1991 in kasneje so na tem območju delovali predvsem italijanski jamarji, ki so leta 1993 prišli že do globine 1470 metrov. V tej jami je poskušala tudi ukrajinsko-ruska ekipa KVIX, se pravi, to je bila ena izmed ekip, ki je združevala neke vrhunske jamarje, ki so delali največje projekte na svetu, tudi raziskovali v jami Voronja in tako dalje. In tudi oni so prišli v to jamo, da bi našli nadaljevanje, ampak jim ni uspelo. Do bi rekel, neke širše organizirane slovenske raziskave leta 2001-2002, ki je dejansko našlo nadaljevanje v spodnje dele jam, kjer jih je seveda pričakalo tudi izjemno težavno raziskovanje. Se pravi, vso opremo je bilo potrebno znositi na hrib, jamo ponovno opremiti in dejansko delovati v jami ogromno število ur na posameznih akcijah. Nekje sem prebral, so posamezni jamarji tudi po 400 ur delovali na nekem taboru v teh jamah. Tako da so bili dolgi tabori in tukaj nekaj prizorov oziroma starih fotografij iz teh raziskovalnih akcij, predvsem teh slovenskih ekip, ki sem jih lahko pač našel v različnih virih. Se pravi, tudi v spodnjih delih so ozki predeli, predvsem pa v globinah pod 1000 metrov imamo že ogromno vode in tudi jama se konča v nekem končnem sifonu. Zdaj, če si predstavljamo, tule zgoraj je vhod, do globine 800 metrov je relativno hitro pridemo, oziroma 900 metrov, potem se pa jama počasi zravna, oziroma zagotovo že pride na tisto neko dolomitno plast, ki počasi upada proti Bovcu in tu je cel labirint prehodov z velikimi količinami vode. To je še tloris tega brezna in če pogledamo na nek 3D model, tule je Bovec spodaj, tule zgoraj Kaninska vas, Čehi 2 so tole brezna vzadaj. Zdaj se bomo še majčkeno zadržali na Rombonu, in sicer v rombonskem jamskem sistemu, ki združuje več jam na tem območju. Je tudi en izmed večjih sistemov, se pravi, tule so povezali 5 različnih brezen, ki so se združila v globini, se pravi brezno Korova, Črnelsko brezno, brezno Hudi Vršič, J4 in Gulliver. In skupno ima ta rombonski jamski sistem skoraj 1400 metrov globine in izjemno dolžino teh rovov. Sistem je morda v jamarski skupnosti pa tudi širše poznan tudi po jamarski nesreči, kajti tukaj se je dogodila v letu 1990
jamarske nesreče na precej veliki globini okoli 1000 metrov, kjer so slovenski in italijanski jamarski reševalci več kot 10 dni reševali ponesrečenega oziroma poškodovanega. Med samim reševanjem pa se je smrtno ponesrečil en izmed reševalcev in tako so imeli kar naenkrat dvojno delo in reševanje iz takih globokih jamskih sistemov je zagotovo dalo konkretne temelje tudi jamarski reševalni službi. Aktivne raziskave so praktično se pričele že konec 80 let in trajajo še danes. Predvsem mogoče v zadnjem času si trudijo poiskati povezavo z breznom Čehi 2, s čimer bi pač celoten sistem dobil skoraj 1700 metrov globine. Torej, vhod v tole brezno in potem skozi različne vertikale se napreduje tudi do teh vodnih delov v najnižjih delih, številnih fosilnih rovov oziroma freatičnih rovov, ki ostajajo v takšnih velikih sistemih. Seveda so tudi ogromne dvorane, tukaj na primer je za primerjavo en tak bivak, to je tako imenovana potresna dvorana, in to je ta celoten sistem s povezavo vseh teh petih oziroma petih jam v nek celoten jamski sistem. In jamarji intenzivno raziskujejo v različnih delih tega brezna, iščejo povezave, predvsem, kot smo rekli, do Čehi 2, torej ta sistem, torej Čehi 2. In seveda rovov nikoli ne zmanjka in zgodba se nadaljuje in verjamemo, da se številni jamski sistemi povezujejo podobno tudi na Kaninskih podih. Zdaj se bomo ustavili pri enem izmed večjih sistemov na Kaninskih podih oziroma Renejevem breznu P4. Ta ima tudi več kot 1300 metrov globine in ogromno količino rovov oziroma število rovov. Raziskave so pa razmeroma pozno se začele, se pravi šele leta 1998 in že praktično v 2-3 letih so dosegli globino 1000 metrov. Zanimivo za to brezno je tudi to, da se pravi Renejevo brezno oziroma P4 je tale jamski sistem tule. Zanimivo za tole brezno je zagotovo to, da ima eno ogromno sifonsko jezero na dnu oziroma na dnu Renejevega brezna, v katerem so se tudi potapljali, se pravi na globini preko 1200 metrov. To je bil ogromen logistični zalogaj, da so vso opremo prinesli na to globino in se potem potopili, mislim, da približno okoli 70 metrov globoko. Prišli niso nikamor, oziroma se smer še vedno nadaljuje. Tako da so kasneje začeli predvsem slediti višjim rovom na višjih nivojih, s čimer so Renejevo brezno povezali tudi z breznom P4 in dobili enoten jamski sistem. Tole so prvi raziskovalci na tej plaži Copacabana na globini 1200 metrov, kjer sta se tudi potapljala dva potapljača. Se pravi, v kasnejšem obdobju pa sledi raziskovanje tistih gornjih delov jame oziroma iskanje prehodov izza sifona. Se pravi, sifon je seveda dobrodošla točka za potapljače, ampak za vse jamarje, ki delujejo tam, praktično ne morejo skozi, tako da se vedno potem išče obhode skozi različna plezanja kaminov, tudi do 200 metrov visoko. Tole je Renejevo brezno tam okoli leta 2000, so že dosegli globino 1000 metrov, potem so prišli v ta vodoravni horizontalni del oziroma odvodnik in tudi do te plaže Copacabana z sifonom. Na drugi strani so začeli raziskovati, rekel, po letu 2015 to brezno P4, kjer so tudi dosegli 1000 metrov in kjer sta se oba dva sistema zelo
tesno stikala, so uspeli dobiti tudi povezavo, ki sedaj oblikuje ta enotni jamski sistem. Lahko pa vidite, kako razvejeni so te rovi, predvsem na območju tega brezna P4. Tukaj je pa ta sifon, v katerem so se potapljali do globine 70 metrov. Renejevo brezno P4 je tole. Na Kaninu je že kar malce gužva s temi jamami. Zdaj gremo pa v en skozenc, bomo temu pravimo. Se pravi brezno, ki se odpira na kaninskih podih in ima izhod na dnu, v Bovški kotlini. Se pravi zgornji vhod na 1730, spodnji na 432 metrov in skupaj več kot 1400 metrov globine. Zdaj, raziskave so se predvsem v Mali Boki, se pravi, to je ta spodnja jama, to je BC4, to je Mala Boka. Se pravi, tiste prve raziskave so se začele že koncem 60-ih let, ko so tolminski jamarji dejansko napredovali navzgoraj po tem izvirni jami in prišli že kar precej globoko v samo osrčje Kanina. Leta 2003 pa so poljski jamarji odkrili vhod v ta brezno BC4, dosegli, mislim, da leta 2004 globino 310 metrov in ker sta bili jami med sabo oddaljeni zgolj še 100 metrov preko vertikalne razlike pa 200 metrov horizontalne razlike, so leta 2005 se odločili slovenski jamarji vstopiti v BC4 in potem so tudi našli povezavo z Malo Boko in odšli v dolini skozi občasni izvir v Bovško kotlino. To so nekako sanje vseh jamarjev, ki delujemo na območju Kanina, se pravi povezava z dolino in ta sistem Male Boke, ki se zajeda globoko v Kanin, je zagotovo en izmed pomembnih odvodnikov in pričakujemo, da bi se na te odvodnike lahko povezali tudi drugi jamski sistemi. To je na primer to brezno BC4, to so pa še nekaj zgodovinskih fotografij iz raziskovanja Male Boke, kamor so lahko hodili brez pretirane opreme, razen kadar so se soočali s sifoni ali določenimi prečnicami. Je pa raziskovanje v tej jami seveda lahko tudi zelo nevarno zaradi povišenega vodostaja voda. Tako da je potrebno zelo previdno napredovati skozi to jamo in upoštevati vremensko napoved. In na tem mestu sta se obe jami oziroma brezno povezali v enoten sistem, ki ima več kot 8 km oziroma danes že celo 13 km rovov, ker so po letu 2005 še marsikaj raziskali v tem sistemu. Zanimiva je ta Mala Boka tudi zaradi tega, se pravi, to je BC4 in potem Mala Boka pride tule ven. Zanimiva je tudi zaradi tega, ker se v Malo Boko občasno pretakajo tudi vode iz slapu Boka, oziroma pač iz jamskega sistema izza slapu Boka. Vandima je bila praktično prva slovenska 1000-metrca, oblikovana je na Rombonu, tule gor, in po pripovedovanjih izjemno zahtevna jama, so pa v bistvu že potrebovali samo 7 akcij, da so prišli do globine 1000 metrov in jih raziskave leta 1994 tudi zaključili. Od takrat v brezno praktično mislim, da niso več bili. Zanimivo je pa, da se v bistvu voda v tej jami pojavlja praktično skozi celotno brezno, kar je pa posebej zanimivo z vidika nekih znanstvenih raziskav, je pa tudi to, da imajo v tem brezno galerijo z nekimi razpadlimi kapniki, ki jih v drugih breznih nimamo in jih je mogoče datirati in s tem tudi pojasnjevati morda dvig Kanina na tem območju. Se pravi, to je Vandima, zelo enostavno brezno do globine 1000 metrov, potem pa bojda zelo zahtevno. Če je tole Kanin, je Vandima tudi zadaj.
Zdaj se bomo pa še odpravili v Skalarjevo brezno. Skalarjevo brezno je, kot omenjeno, morda pomembno tudi z vidika slovenskega jamarstva. Predvsem zaradi tega, ker ima vhod izjemno visoko, ima zaradi tega tudi ogromen globinski potencial. Pomembno pa je tudi zaradi tega, ker v bistvu Skalarjevo brezno takrat združilo slovensko jamarsko skupnost pri raziskavah tega brezna. Začeli so leta 1986 in praktično v 2-3 letih prišli do globine 911 metrov, kar je bila takrat najgloblja jama Jugoslavije. Nažalost pa se seveda za kar nekaj desetletij potem raziskave so se zaključile. Ne raziskave oziroma nadaljevanje se je zaključilo. Raziskovali so številne ekipe, tudi Čehi, Poljaki, prej omenjeni KVX so poskušali prekopati podor na 911 metrih globine, ampak niso prišli naprej. In leta 2018 se je v tem breznu izvedla reševalna vaja iz globine 900 metrov, na kateri je sodelovalo več kot 100 reševalcev, in za namene te vaje se je jama ponovno opremila. In ker se je jama ponovno opremila, smo rekli, ok, zdaj oprema je notri, dajmo ponovno začeti pregledovati jamo, raziskovati te znanja brezna, če lahko najdemo morda nova okna oziroma nadaljevanja v tem sistemu, o katerih so seveda govorili že tudi prvi raziskovalci, pa morda marsikaterega niso dosegli. Danes pa z razsvetljavo lahko precej drugače osvetlimo velike razdalje in tudi lažje dosegamo ta okna. Tako da leta 2021 se je zgodilo eno odkritje Skalarjevo brezna Tule, pri katerem smo prešli globino 1000 metrov oziroma smo danes dosegli že približno 1200 metrov. Se pravi, to so te raziskave prvih delov do globine 911 metrov, potem še številna ostala brezna, omenjena reševalna vaja in odprave v to Skalarjevo brezno po letu 2018. Ključno je bilo predvsem raziskovanje na globini 800 metrov v enem drugem delu, v 300 metrov globokem breznu, Rolling Stones, kjer se je samo 10 metrov nad dnom našlo eno okno in prešlo v tudi horizontalne dele ogromnih dimenzij, kot jih vidimo na slikah, in tudi do vzpostavitve takih ugodnih bivakov za raziskovanje. Danes so v tem breznu v bistvu nadaljevanje še vedno odprta, tako da samo čakamo pač na naslednje odprave v to brezno. Za primerjavo, to je pač Skalarjevo brezno, tukaj je koča Petra Skalarja. Se pravi, jamski sistem se v spodnjem delu razdeli na dva dela, oziroma na vsak konec skednja, tako da tole je pa Skalarjevo brezno, ki upamo, da bi šlo nekako proti sistemu Mala Boka. Tu je še en 3D model tega območja, to je koča Petra Skalarja, vhod je tule zgoraj. Potem pa sprehod skozi podzemlje, pač meandri na 300 metrov globine, prvi bivak na 500, to brezno Rolling Stones in potem nadaljevanje, ki smo ga odkrili po letu 2021. Ok, gremo naprej. Brezno spečjega dinozavra, eno izmed, bi rekel, novejših odkritij. Tudi izjemno potencialna jama z kar visoko nadmorsko višino. Začetek raziskav v tem breznu je bilo še leta 2006, ko so raziskali to brezno do globine 300 metrov in se obrnili, ker takrat so verjeli, da pač so dosegli dno brezna. Potem so pa seveda z novimi lučmi oziroma tehniko prišli zopet v to brezno, preplezali eno okno in se samo v 5 akcijah v letu 2021 spustili do globine 1000 metrov. Značilno za to brezno je predvsem, da ima ogromna
preko ogromne vertikale in ogromne količine vode. Tako da se te vode na koncu zbirajo v kolektorju, ki gre v smeri brezna Macola, in zaradi tega, zaradi obilice vode v tem breznu, so številne raziskave potekale predvsem pozimi. Tukaj, kot sem že omenil prej, pomembnost jamarskega bivaka in nekaj fotografij iz raziskovanja tega podzemlja, kjer so izjemno hitro napredovali do globine 1000 metrov. Novice iz letošnjega tabora, kjer so zopet raziskovali v tem breznu, pa so v bistvu kar malo presenetljive, kajti na globini 1000 metrov so prišli v en ogromen prelom, tudi do 30 metrov visok, in so praktično v ravni smeri po njem napredovali več kot 600 metrov vodoravno v smeri tega brezna Macola, ki je v bližini. To je še star načrt brezna spečega dinozavra, zdaj imamo pa še en ogromen vodoravni rov na globini več kot 1000 metrov. Brezno spečega dinozavra je pa tule zadaj. Zdaj gremo še do Macole, potem bomo pa počasi zaključili. Macola je tudi ena izmed novejših brezen, ki je presegla globino 1000 metrov. Začetek raziskav je bil leto 2012. Tukaj lahko vidimo, da so se kar nekaj časa matrali z različnimi globinami, se pravi, samo v enem letu so napovedovali za 70 metrov, pa potem spet za 70. Dokler niso leta 2016 naleteli na eno ogromno brezno, oziroma nad njim so postavili tudi bivak, in sicer to je brezno Čuk. Zdaj, zakaj so zelo težavni prehodi, lahko opazimo na tej fotografiji. V nadaljevanju, kot omenjena, ko so lahko postavili bivak, so pa bivak postavili nad tem breznom Čuk, ki je praktično eno izmed največjih notranjih brezen v posameznem jamskem objektu, in globina tega brezna je kar 448 metrov. Se pravi, brezno ogromnih dimenzij, ki so ga dosegli, ampak nažalost se je tu raziskovanje ustavilo zaradi podobnih blokov, tako da iščejo druga nadaljevanja v tem jamskem sistemu. To je pa Macola, je pa tale. Ok, zdaj gremo pa še na zadnjo, o kateri veliko krat slišimo, pa praktično nimamo fotografij, oziroma videoposnetkov, nekaj jih imamo, ampak zelo malo. Vrtiglavica, zakaj je pomembna? Mogoče zaradi tega, ker je največja enotna vertikala na svetu, se pravi 643 metrov globine od samega vhoda do dna v padcu enega kamna, in to brezno odkrijejo leta 1995 in skupaj ga raziščejo predvsem italijanski jamarji, katerim so se pridružili tudi slovenski jamarji. Brezno pa v nadaljevanju praktično ni bilo več velikokrat raziskano, vrtiglavica se nahaja tule, kajti v jami je ogromno ledu in ta led konstantno pada v globino, tako da se praktično pri tem raziskovanju nimaš kam umakniti, in zaradi tega se marsikdo kasneje tudi ni odločil, da bi ponovno šel skozi brezno in pregledal morebitna nadaljevanja. Tako da mislim, da je to še vedno stvar, ki bi jo mogli izvesti. To pa ta črta tule je vrtiglavica. Evo, prišli smo nekako do konca. Kaj pravzaprav v jamarji iščemo v podzemlju? Se boste spraševali, ker se rinemo skozi neke prazne prostore v gori. Seveda jame imajo v sebi ogromno različnih informacij, od zelo posebnega živalskega sveta, od tega, da poskušamo razumeti, kako jame funkcionirajo s klimatskega vidika. Dojemati jih je pa potrebno tudi morda kot časovne kapsule, kajti imajo
vsebujejo številne sedimente, ki nam lahko pomagajo pojasniti procese, ki so pred milijoni let potekali na površju. V zadnjem času, kot omenjeno, nas zanimajo tudi ledene jame, katere informacije vse vsebujejo, s katerimi si lahko pomagamo razlagati klimatske posebnosti na teh območjih. Tako da razlogov, zakaj raziskujemo jame, je zagotovo veliko. Meni se zdi pa še posebej z osebnega vidika pomembno, da na Kaninu ne nastajajo samo ogromni jamski sistemi, ampak predvsem tudi številna prijateljstva. Hvala.